Ja, dober večer. Tako lepo je, ko smo tako blizu, ne? Pa zelo lepo je, ker ste res kar v velikem številu prišli. Tega nisva bila ravno navajena, zdaj v zadnjih mesecih, no, se malo izboljšuje. Dober večer. Midva se bova danes pogovarjala, tikala se bova, ker se že dolgo poznava. In se bova pogovarjala o Uroševi prvi knjigi, se pravi njegovem knjižnem prvencu, Duševne motnje v športu, ki so izšle pri založbi Buča. Je pa tako, Uroš, opažam, da dalj časa, ko predstavljava to knjigo, več titul dobivaš, ne? Zdaj, ko je ta knjiga nastala, si bil komaj sveže pečen doktor, zdaj si po ta novem docent, gospod. In se tvoja kariera v bistvu strmo vzpenja tudi na podlagi tega knjižnega prvenca, imam občutek. Nekako si s to tematiko, se pravi duševnih motenj v športu, tukaj mislimo predvsem na motnje hranjenja, alkoholizem in depresijo, nekako dregnil v neko osje gnezdo, ki ga prej še nihče ni tako natančno raziskal, ne samo v slovenskem prostoru, tudi v svetovnem prostoru, praktično se s tem ni še nihče tako temeljito ukvarjal, oziroma teh raziskav je bilo zelo malo. Ta tvoja raziskava, ki si jo razvil med doktorskim študijem in potem z doktorsko dizertacijo, se zelo natančno ukvarja z razlogi in tudi pravzaprav z opisovanjem teh težav. Se pravi, kaj pravzaprav te je gnalo v to, da si se lotil te teme? Okej, to je zdaj vprašanje, no vnaprej ni treba odgovarjati. Da ti so dejstva. Najprej pozdrav sem, pa mislim, da tako kot Mojca sem tudi jaz zelo vesel, da se v takem številu, malo moram paziti, kaj govoriti, ker me pol ljudi tukaj zelo dobro pozna. Nekateri tudi že tisto odprejo, ne. Tako da bojo ziher preverjali. Zdaj ne vem, ne, ali to knjigo, ali zdaj to vse zaradi knjige, ali je to posledica nekega dela. Zdi se mi, da vse to tako en tak paradoks je, ne, tako, dokler sem sam se ukvarjal s športom, se mi zdelo, da mi nič ne ratuje, pa sem se mogel zelo udeliti, da sem videl, da morda, ne, mi je nekaj čisto ratalo, pravzaprav šele pol, ko mi je bilo vseeno. Tako da zdaj počasi lahko to sprejemam, da je tudi tisto bilo okej. S tem pa, sploh zdaj s tem nekim titulam, ne bom rekel, seveda tudi približno mi ni vseeno, malo mi je še vedno nerodno, ne, to je tisto, malo ti smešno, ker se ti sicer fajn zdi ful, ko imaš pol, pa tako, ko se pa omeni, pa tako, res ne. Vse do tega še prideva. Ne bi to prideva. Ja. Ne, ampak če mi reči, da, ampak posledično tako, s tem pa, okej, za knjigo sem vedel, da bo, ampak tako z vsem tem, potem pa mi ni in z docenturam in s to, koliko se bo objavljalo, kje, to pa dejansko mi ni bilo tako v ospredju. Pravzaprav se mi zdi, sem sabo toliko se zbotal, pa sem toliko meren, da lahko tudi brez tega živim. Ne, tako, ko pa prije zraven, pa seveda z odprtimi rokami sprejmem, ne, in mislim, da je bilo to, ki je doktor Rugala, ne, ki je sigurno prav, da se ga tukaj omeni, ki je velik del vsega tega, kar sem. On je vedno rekel, da tako vlaki skozi vozi, moraš karto imeti. Ne. Jaz jo dolg nisem imel, zdaj jo pa imam. Ne. In suvereno stopim na vlak, mi pripelje. Tako čist enostavno. Tema pa pač na mojo zgodbo, tisto, ki me pozna, se mi zdi, pa celo mojo zgodovino tako, da je kar sama od sebe. Tudi tako, pač v nekem trenutku se je pojavila. Tako je še mesec prej, mislim, to, ne, tudi si to vedno rečem, tako že res dolgo se hočem športa znebiti, pa skozi za mano leze, skozi, ne, tako da tudi ta del moram sprejeti očitno, ker danes s tem pogledom mojim se mi pač zdi ta sam šport pač tako, ne, precej neka pravzaprav gledano celostno nepomembna stvar. Ne mislim, da ni pomembno, da se posameznik ne ukvarja, da mu veliko, ampak tako generalno gledano pa res misliš rezultatsko? Ja, samo vrhunski šport, tako, ne. Ker vsem se dotikam bolj kot ne vrhunskega športa. Ne. In stalno hočem to nekako odzadju pustiti, ampak hodi za mano, ne, in z doktoratom, in s knjigo, in zdaj to docenturo, ki se nanaša direkt na to področje, a ne, tako da
in se odpirajo novi projekti. Se pravi, Tako da je, da ostajam not. Ja. v bistvu so se povezale tiste strani tvojega življenja ali pa deli tvojega življenja prav v to temo, se pravi vrhunski šport, študij psihoterapije, doktorski študij ravno teh duševnih motenj, a ne? In potem še tvoje zasebno življenje. Če smem reči, občutek imam, da se v tem letu, odkar je knjiga zunaj, ne, tudi ti osebnostno zelo dozorel. V tem smislu, da zdaj sprejemaš vse te titule in pozornost z veliko večjo samozavestjo kot prej. In tudi na to še prideva. Da ne bova vas čisto prestrašila, greva še najprej v varno območje tematike. Se pravi, že sama tema je zelo zanimiva, intrigantna, ker imamo šport, ki ga dojemamo kot nekaj, kar je junaško. Vrhunski športniki so simbol moči, zmage, discipline, reda. Veliko vložijo v to, da dosežejo športni rezultat in jih v bistvu gledalci, publika jih spodbujamo, smo za njih veseli. Po drugi strani imamo pa duševne motnje, ki pa je tabuizirana tema, še vedno težko o tem govorimo. Ima negativno konotacijo, nas je tega sram in smo zaznamovani. Ne, če jasno in odprto govorimo o tem, da imamo neke duševne motnje. Zdaj to dvoje skupaj, se pravi, da se raziskuje ravno duševne motnje, ravno v vrhunskem športu, je pa tema, ki pravzaprav verjetno je veliko ljudi zanimala, ampak nihče se je ni lotil na način, kot si se je ti. To je ena stran, druga je pa taka, ki še vedno se mi zdi večina strokov reči, to dvoje sploh skupaj ne more biti, ne, tako oksimoron. To pač, to ni vzdržno, ne, še vedno, žal. Ampak tvoje raziskave pa potrjujejo, da je ogromno duševnih motenj ravno pri vrhunskih športnikih. Ja, moje in mislim, jaz sem imel zdaj to srečo, tudi morda da pač tukaj, to pa res lahko rečem, ne, sploh kar v Sloveniji se res mislim, pri nam tako, da se vem, ne, športna psihologija je izredno močna. Tudi dobri, se mi zdi prav, da se pohvali. Na drugi strani je totalna pravzaprav štala na tem področju, kar se ne nazadnje tudi v športu pozna in se zato še dolgo nav sestavlja potrebna neka služba, ki bi od zadaj stala. Ampak športni psihologi ne do sedaj kaj z duševnimi motnjami ali pa s težavami v duševnem zdravju niso imeli, ker oni res delajo za nastop, kar je smisel. Kaj zraven malo tako. Se pravi, neka performance psihologija. Tako, imajo pač neko svojo zelo pomembno vlogo, ampak je čist nekaj drugega. In to, če mi reči, da ni bilo nič kaj dosti, tudi od zunaj, zelo malo. Se pravi, tam lih v nekem času korone se je pa to blazno pojačalo, tudi v svetovnem merilu. In tudi potem mislim, da 2022 je bila rečemo v Sloveniji ta Evropska konferenca psihologov, osrednja tema je bila športna psihologija, ravno duševne težave v športu. Ne zaradi moje knjige, pa mojih raziskav, ampak če ne, da se pač tako neko, to pa je sreča dejansko, sem tukaj noter s tem prišel in teh raziskav zdaj je več in kažejo to, kar mnogi, ki so v športu že kar nekaj časa vedo. Zdaj ni še čisto jasno, ali je tega več kot med splošno populacijo ali manj, ker vseeno kliničnih pregledov ni, kar, mislim, pa tako, zdaj, ko govorim o duševnih motnjah, smo zelo na spolzkem terenu. Dajva definirati, no. Ja, ti se ukvarjaš s 3 različnimi motnjami, se pravi alkoholizem, depresija in motnje hranjenja. Te smo zbrali, ki se jih da meriti, pa ker so najpogostejše po nekih. Dajva vsako od teh čisto na kratko predstav, da vemo, o čem govorimo. Ja, mislim pač v nekih depresivnih stanjih, vsi mislim, da depresije, da ni treba, pač so, depresija je zelo različna slika, tukaj je že ta prvi trik, ker vsi si predstavljajo, mislim, depresija je že tako pri ljudeh na splošno je neka motnja, ki je najbolj spregledana, ampak še to, to sem hotel prereči, to se mi zdi pomembno, ko govorimo o teh pojavnosti in to, pač tukaj tudi, hvala Bogu, da imamo psihiatre, ampak tudi psihiatri, ki so edini, ki diagnosticirajo, ki delajo klinične preiskave z podporo kliničnih psihologov,
pač ta verodostojnost, pa verjetnost je izrazito nizka. In najbrž čez 20 let ne to, kar so danes merili, ali pa čez 50 let se bojo smejali. Tako kako nečem določi, ker ni nič uprejemljivega. Zdaj depresija, če gledaš po klasifikacijah, je 10 simptomov, in to, da je črne misli, izguba apetita, zjutraj vstati ne moreš, če jih imaš 5, potem imaš depresijo, če 4 ne. To je zelo tako, ampak problem pri depresiji in pri športnikih, ker depresija ima izredno heterogeno sliko. Tako da na eni strani ampak vsi si jo predstavljamo, nek brezup, potrtost, da zjutraj vstati ne moreš, da si razdražljiv, da nimaš apetita, neke samomorilne misli pa to. Ampak zelo velike pa te na drugi strani agitirane depresije, se pravi, to je pa tista, ki je pa v zadnji blazen nemer. Neka jezljivost, ko moraš stalno nekaj delati, ko neka jeza, zloraba alkohola, vzkipljivost in tako naprej. In tega pa mislim, da je pravzaprav bi lahko rekel neko normalno stanje športnika, ki pa se kot tako normalno zazna, ampak v zadnji pogosto je pa klinična slika precej bolj problematična. Motnje hranjenja, naprej, če kar gremo, motnje hranjenja so pa edina, ki so zares dobro raziskane. To je bilo edino, sploh Skandinavci so zelo močni, tudi dosti kliničnih raziskav se izrazito kaže, da imajo športniki pogosteje kot splošna populacija. Motnje hranjenja tukaj pač govori, mislim, teh je zdaj cel kup, ampak največ seveda tukaj se še vedno vrti od anoreksije do tudi purgativne anoreksije, pa bulimije, ki je lahko purgativna, ali se pravi bruhe ali pa ne bruhe. Tako, kup tega, niti se mi ne zdi toliko pomembno. So pa te, pa zloraba alkohola, mislim, se pravi, odvisnost od alkohola, to pa bolj neki škodljivi vzorci pitja alkohola, to mislim, da v Sloveniji ni treba kaj dosti razlagati. Nek splošen pojav. Tukaj seveda je problem, ker športniki kot taki mnogokrat se zdi dobro, če kaj spijajo, saj niso tako zategnjeni, so malo bolj se znajo sprostiti in nikjer nimamo pravzaprav neke zdrave distance ali pa razumne distance do uporabe alkohola, dokler res ni tisto, ko popolnoma propadeš, v športu pa to še toliko manj, kar se kaže, ker tako to pa res, se mi zdi toliko pa športnikov se vidi, predvsem po končani karieri, koliko ima težave, mislim, koliko je alkoholikov, da je to pravzaprav težko skriti, ampak noben pa to ne govori o tem, kot da nekako tega ni. Pa so pa še te športno specifične motnje, sploh tukaj pri depresiji malo pride, pa pri motnjah hranjenja, kot ta anoreksija, atletika, to motnje razpoloženje, rečemo zdaj zaradi neke pretreniranosti ali pa depresije, kar pa vse skupaj še zelo dodatno oteži, da se prepozna. Pa res je tudi, da mnogo športnic, predvsem športnice še vedno tukaj izstopajo, čeprav tudi športniki, imajo to anoreksijo, atletiko, kjer izgledajo in imajo simptome, vzorce obnašanja, vse tako anoreksične pacientke ali pa pacienti, kakorkoli, ampak ko prenehajo šport, težko ločiti. Nekako kaže raziskave, da ni tega psihičnega distresa od zadaj. To načelno športnice, ki se pogledajo, ali pa športniki vejo, da so suhi pa hujšajo zaradi tega, ker da so boljšne, čeprav najbrž to čisto ne drži. Nimajo izkrivljene podobe v svojem telesu. Vprašanje zdaj, če čisto realno sliko imajo, ampak je pa dejstvo, ko nehajo na enem letu, dejansko ni niti sledu v tem, da bi bile tako shujšane, tako anoreksične. Je pa problem, ker so vse te črte, tako kot pri alkoholu, vse ti imaš lahko tvegane vzorce pitja, ampak nekje je pa točka, kjer postaneš alkoholik in tukaj isto, zdrsiš bulimijo, anoreksijo, črta je pa nevidna in ga ni strokovnjaka, ki bi znal določiti, kje je, kdo bo, kdaj bo, in tukaj je. In tudi, če zdaj ene raziskave se pravi, kažejo, tako več, ko se raziskuje, bolj očitno je, da gre v smer, da je med športnikimi bistveno več, predvsem nekih depresivnih stanj, motenj hranjenja, zlorabe alkohola, neke anksioznosti kot med splošno populacijo, ampak rečemo, če tudi zdaj pri tem ustajamo, da je nekje tam, kot med splošno populacijo, ampak za splošno populacijo se mi zdi zdaj kar zelo že poskrbljeno, da se neka pomoč tukaj utečena nudi, pri športnikih je pa nič.
Tako, nič je ni. Ne. Dajva sam povedati še malo v številkah, da si lažje predstavljamo. Se pravi, tvoja raziskava se je lotila ravno tega, ne? Koliko približen športnikov ima te motnje, se pravi duševne motnje. Tako. Okay, zdaj v teh številkah lahko seveda govorimo, ampak tukaj še enkrat treba opozoriti, ne, to niso zdaj, mi nismo mogli ugotoviti, ker nismo kliničnih raziskav delali, da rečemo, ko smo merili simptome depresije, da so zdaj depresivni, ne. Ampak pač uporabljamo teste, ki so relativno, zanesljivi, ne, še enkrat. Že kliničen pregled, že psihiater je malo v zraku, te testi se še udelijo, ne, tako da to je vse treba upoštevati, potem se te številke gleda, ne. Ampak glede na vse pol izkušnje, zdaj sem eno leto notka, pa vsem kar dosti stika imam tudi z raznimi pediatri, ki delajo športnikom, z raznimi psihiatri, ki so noter tukaj vpeti, a ne, vedno bolj mi pritrjuje, da je slika precej realna ali pa pravzaprav še slabša. Ne. In mi v bistvu tako, te vprašalniki imajo pa neko število točk, kjer se določi nek res, a ne, in potem ker dosti velika možnost obstaja, ne, če toliko točk ali pa več dosežeš, da dobiš diagnozo, na primer depresije ali pa odvisnosti od alkohola ali pa eno izmed motenj hranjenja. Ne. In teh pri športnikih, a ne, je bilo, mislim, da 34% sodelujočih. A ne. Mi smo imeli dovolj velik vzorec, da smo lahko posploševali, čeprav vse, mislim, tukaj tudi, a ne, treba malo z rezervo vse skupaj imeti, ampak številka je velika. Predvsem, kar lahko primerjamo, je, ko delajo v tujini z istimi testi. Tam so pa drastično nižje številke, a ne, so tam 20%, tako med 18, 20, 22% se vrti, rečemo, pri nekih depresivnih stanjih. A ne. 34, ne, če smo sami žensko vzeli športnice, je bilo kar 51%, 49%, se pravi vsaka druga. Ne more zdaj kar zaključiti, da je vsaka druga športnica depresivna, nikakor ne, a ne, ampak definitivno je pa problem precej večji, najbrž kolikor se o njem govori. Isto alkohol, ne, alkohol je te neke zanimivo je to, a ne, da so tako visoke rezultate dosegali, da v bistvu kaže, da imajo aktivni športniki že razvito odvisnost od alkohola. A ne, teh je kar nekaj. Ne, to mene kar presenetilo. Pa so imeli zelo nizko starost povprečno. A ne, tako povprečna starost je 22 let. Ne, tako da so bili malo starejši, ne, ampak kljub vsemu. A ne, te tvegane škodljive vzorce pitja, ne, tako tudi je imelo čez 20%, s tem, da še enkrat, ne, nizka starost, kar tudi ne, traja čas, da se to razvija in očitno gre v tej smeri. Tako da tukaj vse kaže v to smer. Ne, in zdaj tudi naprej. In zdaj, ko sem govoril, ne, parkrat sem te predstavljal, dosti tudi so me vabili te pediatri, ker se dosti to populacijo ukvarjajo in natančno so letos, zdaj novembru je bilo v Mariboru izobraževanje njih, ne, in so bili Zagreba, tukaj Slovenije in so vsi povedali, ne, da te mladi športniki, se pravi najstniki, tam tol 17, 18, tudi te adolescenti so z naskokom najbolj ranljiva skupina. Ne. In tudi ena raziskovalka, drugače pediatrinja, profesorica Zagreba, ne, ona je popolno tako dejala, ne, da oni, ko te dobivajo sistematske preglede in izpolnjujejo tudi te vprašalnike v duševnem zdravju, da te športnike že tako dobre težko dobijo, pa imajo pa vsi katastrofalne teste, ne, bolj pravzaprav zadržati, ne, pa vsi takoj seveda že naprej hitijo. Ne. In zdaj, ko naprej raziskujem, ne, v bistvu se sam potrjuje to, kar zdaj govorim. Ne. Pravzaprav, zdaj par dni nazaj sem neke teste gledal, ker zdaj pa lahko že tudi malo bolj natančne teste se zbira, a ne, tiste, kar malo bolj, ker naprimer mi za motnje hranjenja smo vzeli test, ki morda ni najbolj realnega stanja pokazal, a ne, pa ker so pol še neki podvprašalniki, ki preverjaš, a ne, zdaj smo drugega vzeli precej druga slika, a ne, in tudi za neko to splošno to duševno zdravje, ki kažejo. Tako so res mnogi v zelo slabem stanju. Ne. A se tudi pri športnicah in športnikih, podobno kot v splošni populaciji, niža starostna meja? Se pravi, da se motnje hranjenja recimo pojavljajo pri vsem mlajših, ker v splošni populaciji že tam od 8 do 11 let, a ne? Tega toliko ne sledim, tudi jaz nimam takih podatkov, ali pa jih še ni, da bi lahko to govorili. Ne. Tako da tudi te duševne motnje se pa predvsem te
najstniki, ne, ali pa sploh še otroci, ne, to je pa sploh. Ne vem, če bi šel sem danes, ne, tako, ker to je čisto neko svoje polje. Ne, to marsikaj v čem drugem pove v družbi, mislim, da ne toliko v otrocih. Je pa zelo problematično. Ampak ima seveda v športnikih, seveda že 14-15, ki imajo težave, ampak vsem ni še toliko razvito, je težko reči, da ne koliko. No, ampak tudi 22 let, ne, sej tudi to ni ampak tako, če pa govorimo 17-18-letnice, pa že seveda, ne, imajo tudi 16, 17, 18, ne, ampak tukaj so ta leta, ko punce se pa začnejo drseti, rečemo neko anoreksijo. Ne. Zdaj ti v tej knjigi svoji tudi veliko razmišljaš in pišeš o vzrokih za to. Ne. Se pravi, se zelo globoko lotiš tega raziskovanja. Ampak preden se še tega lotiva, mogoče še vprašanje, kako je ta raziskava in obenem knjiga, na kakšen odziv je naletela v strokovni javnosti? Kako so sprejeli to? Mislim, toliko des, kar jaz vem, bolj slabo, kar je pač pravim, ker je to nekaj, kar ne gre skupaj. Ne? Jaz mislim tako, da ne morejo sestaviti. Ne? In tukaj jaz mislim, ne vsi, ne? So trenerji, ki delajo krasno in ki stvari vejo, kako so. Hkrati pa je velik konflikt interesov tukaj s tem, ki delajo v športu. Pa sej do neke mere je razumljivo. Ne? Jaz ne bi tukaj zdaj šel, da je pa treba športnike ne vem kaj popravljati, pa ne glihati. Zdi se mi pomembno, se o tem govori, da vejo predvsem, kako končuje. Ali pa če imajo res neke stiske, da ni to nekaj, kar je sam njihovega in da je nekaj, kar je precej, kot kaže, univerzalnega in da vejo, kam se obrniti. Sploh, ker se kariera pač bliža k koncu. Ker pač pa seveda velik problem imam jaz, ko gre za mladoletne. To, ko imaš mladoletne s kroničnim poškodbom kot posledice treninga, pač to je nek koncept, ki ne bi smel zdržati nikakor. In ki bi mogel biti pač nekdo, ki je odgovoren, ker mislim, da se dosti dobro ve, kar bo najbrž Rand starejši tukaj potrdil, kakšne trenažne procese se lahko uporablja, ki so varni in kakšni niso varni. In za voljo rezultatov se že pri zelo mladih to posega po takih, ki dajo rezultat. Ampak ko govorimo o polnoletnih, pa se tudi pri mlajših, se stroka dobro izobražuje, tudi trenerji imajo vedno več znanja, ampak on, če hoče službo imeti, če je klub, pač potem više, ki gre, posod so interesi normalno druge v rezultatih, v financah, v tem, če hoče delati, pač mora se temu podrediti, ne more iti, če gre na svoje, pa če najbrž pa starši, pa tudi starši, vse če si jim razloži, večina, če je dobro otrokom. Ok, par je takih, ki jim ne moreš pomagati, tistim ne moreš, ampak večini te razložiš, bo razumela, ampak zdaj pa cel stroj tak pač mele in zraven stopiš in se to greš, in potem, ko si not, mislim, jaz težko si predstavljam, da bo, čeprav tudi spet v plezanju, zdaj, ki je Janja, kar je sicer dobro izpostavlja, to, da se ta relativni energijski primanjkljaj, ki niti ni motnja hranjenja, ampak je simptom mnogo bolj obsežen, ampak mislim, lahko govorijo, kaj če prvo kot prvo, tukaj tako velik konflikt interesov, da ne rečem neko hipokrizije, ker to sam vem, mi smo sploh športnim plezalcem tako zelo dobro raziskavo klinično zrihtali, pa ni bilo nobenega interesa z strani vodilnih, ki je pač tudi zavoljo, da bi se rezultate uporabilo, se je to nudilo zastonj, tako da kar je mene zelo začudilo. Drugo pa je, tudi sam, če bi bil trener, pa če se to greš pa s polnoletnim in ti imaš zdaj športnika, ki ti zmaguje. In seveda je na meji, ker so vsi na meji, kar se teže tiče in bilo normalno boljše, da ima 3-4 kile več, ampak tudi športnik se ni neumen, da bo zdaj jedel, pa se 3 kile zredil, pa ne konkurenčen bil. To je nekaj, kar ni realno. Mislim, tako da o tem sicer spet lahko se govori in kako bi bilo fajn in to, ampak pač take stvari so in najbrž tako bojo. Je pa, se mi zdi pomembno, da se potem vejo, kam obrniti, če se pa stvari obrnejo resno navzdol.
No, tukaj je treba povedati, da si ti tudi iz te svoje vrhunske športno-plezalne kariere potem prišel v trenerske vode. Nisi bil trener samo v športnem plezanju, ampak tudi v drugih športih, tako da si zelo na blizu opazil in opazoval, kako se dela športniki vrhunskimi, opazil si tudi veliko enih anomalij in tudi verjetno duševne motnje, ne samo pri športnikih, ampak tudi pri trenerjih in pri ljudeh, ki so delali s temi mladimi športniki. Zdaj, dodana vrednost te knjige so zagotovo zgodbe, ki so jih z Urošem delili nekdanji in tudi zdajšnji vrhunski športniki. Pravzaprav si uspel dobiti nekaj takih res pretresljivih in zelo šokantnih zgodb. Vsi te športniki, ki so podali svoje zgodbe, seveda ostajajo anonimni, nihče se ni predstavil z imenom in priimkom, ampak ko beremo te zgodbe, se res začudimo, v kakšnem so živeli te ljudje in to takrat, ko so bili na vrhuncu svojih moči. Zdaj, da je pa najprej bom kar prebrala eno kratko izpoved ene športnice, ki je v 90-ih in na prelomu stoletja, tisočletja tekmovala in je bila v zelo veliki stiski in je takole povedala: Od vsega pa mi je bilo najhuje, da nihče od vpletenih nikoli ni ničesar rekel. Ali res niso vedeli, kaj se dogaja z mano? Se zgolj niso želeli vmešavati? Če začnemo s starši. Za njiju razumem, zakaj nista bila sposobna videti mojih težav. Prihajam namreč iz disfunkcionalne družine, ki se je na precej neproduktiven način soočala z maminim alkoholizmom. Pometanje pod preprogo in očetov moto pustimo stvar pri miru je vse prej kot reševalo situacijo. Potem je tu trener. Če že ni opazil nihanj telesne teže, je verjetno opazil nihanje forme. Zakaj se ni vsaj skušal pogovoriti z menoj? Zakaj se ni obrnil na strokovnjaka? Čeprav športno plezanje še ni bilo razvito do mere, kot je danes, so športni psihologi obstajali že tedaj leta 1996. Enako vprašanje bi zastavila selektorju in zvezi. Zakaj ni nihče ničesar naredil? Se pravi, gre za športnico, za zelo nadarjeno športnico, ki je imela možne hranjenja. V pokalu takrat top 10 uvrstitve. In ona je imela zelo hude težave sama s sabo, ki so jo potem pripeljale tudi do tega, da je prenehala s aktivno športno kariero. In se sprašuje še danes, zakaj takrat ni nihče ničesar naredil. V čem je zdaj bil problem? V tem, da ljudje enostavno niso vedeli za te stvari, da niso imeli dovolj znanja, da se niso zavedali, je šlo mogoče za tisto, kar si prej omenil, da so jo pustili v neki, da je bila neka hipokrizija, da je bilo treba pač čim več iz nje potegniti. Nek tak način. Vse skupaj. Tako nekako to prevladuje. Generalno pač, dokler so športniki uporabni, se ukvarjajo z njimi in potem, ko niso, pač se z unimi, ki potencial nudijo. Tako pač je. Tudi v družbi, ne samo v vrhunskem športu. Tako pač tukaj je. In mislim, da je to tisti glaven razlog. Takrat, mislim, se pravim, bili so, seveda že takrat poznalo, se je vedelo, zakaj se gre. Ni se toliko govorilo kot danes, ampak se pravi, danes se v splošni populaciji več govori, ampak pri športnikih pa je stanje podobno. Gre pa za nekaj drugega. Že prej sem omenila vzroke. Se pravi, vzroke za duševne motnje, ne samo v športu, tudi pri splošni populaciji. In ti se tega v tej knjigi lotiš. Se pravi, da ne raziskuješ samo vzrokov pri športnikih, ampak pri vseh. In tukaj tale športnica zelo jasno omeni mamin alkoholizem, očetovo pometanje pod preprogo problemov in se zdaj že dotikamo tiste najbolj pomembne stvari, se pravi duševnega zdravja posameznika. In sicer večina težav izvira iz tega, da niso doma, se pravi v družini, razmere optimalne. Se pravi, da je nekaj narobe, da je družina disfunkcionalna in potem se te stvari tudi kažejo. Zdaj, poleg tega, da si bil športnik, vrhunski in trener, si potem kasneje
na svoji poti zašel v neko drugo smer, se pravi v tisto, ki te spremlja praktično že od otroštva. Naj povemo, da je Uroš sin dr. Andreja Perka in dr. Verene Perko, se pravi dvojne doktorice. Dr. Andrej Perko je zelo znan nadaljevalec metode programa, ki ga je zastavil in uresničeval dr. Rugel, ki se je ukvarjal z alkoholiki in tudi z ljudmi s težavami. Ravno tako se zdaj tudi Andrej Perko. Se pravi, da je Uroš že v rani mladosti pravzaprav izkusil program dr. Rugla in iz tukaj so potem prišle tudi nekatera spoznanja, ki so te potem kasneje napeljala na pot raziskovanja psihologije, psihoterapije. Zato si tudi vpisal študij psihoterapije, specializacije gestalt psihoterapije na Univerzi Sigmunda Freuda in potem to povezal še s športom, se pravi še z doktoratom, ki to dvoje povezuje. Zdaj, ko se pa pogovarjamo o psihologiji pa o psihoterapiji, pa takoj pridemo do vzrokov, ne? To, kar sem prej omenila. Da pa bi bila zadeva še malo bolj zanimiva, ta knjiga ima pa še eno veliko vrednost in sicer, da se v njej tudi avtor razkrije. Se pravi, ni samo tisti, ki raziskuje ostale in stroko, ampak raziskuje tudi samega sebe. Tako da tukaj noter boste našli tudi avtorjevo pisanje, se pravi pisanje, ki raziskuje njegovo duševnost, psiho, razvoj, zgodovino, družinske vzorce, in probleme, ki jih je nosil s sabo pravzaprav od otroštva. Tukaj je treba nujno povedati tudi to, da je Uroš izhajal iz disfunkcionalne družine, se pravi, oče je bil alkoholik in se je zdravil pri dr. Ruglu. Zato je tudi potem celotna družina prišla v ta program. Zdaj, to, kar sem prebrala v tej športnici, je veljalo tudi zate, ne? Ti si na zelo podoben način dojemal svet, nihče ni pravzaprav opazil, kaj se s tabo dogaja, pa da zdaj ne bomo 4 ure tukaj, pa da ne bomo vsega povedali. Mi prosim, čisto na kratko povej to svojo pot. Vse podrobnosti lahko tukaj noter preberete, ampak čisto na kratko, kako je šlo od tega, ko so ugotovili, da si silno nadarjen, do tega, ko si v bistvu uporabljal šport kot neko drogo. Mislim, to se mi zdi, je kar hitro šlo. Jaz pač takrat, ko sem začel, je bilo, tisto, kar je pomembno, meni definitivno je šport pač bil nek, pravzaprav nek umik, hkrati potem nek upor. Nekaj tudi, kar je bilo mojega, kjer pač sem se jaz lahko dokazoval. To očitno sem zelo rabil, ker nisem tistih potrditev dobil, ki sem jih seveda želel. In potem normalno, bi lahko rekel, tukaj potem je hit se začela kazati ta nadkompenzacija. To je ravno tisto, kjer pač pretirano neke stvari vlagaš nek napor vlagaš v eno stvar, v tej silni želji, tudi na začetku, kar se govori, da nekaj bo, ampak v bistvu potem seveda je rezultat slabši, kot če bi pol manj delal. To je s konc kariere definitivno sem ugotovil, če bi pol manj ali pa še več kot pol manj treniral, bi najbrž bili bistveno boljši rezultati, ker pač je bil stalno neka faza pretreniranosti. Se pravi, nek beg v trening. Tako. Na začetku pač je bilo to tako lahkotno, igrivo, tako tudi v spominu imam, generalno, zdaj moja težava je, to se moram še danes korigirati, ker zelo hitro vse lahko tako naredim, da je ful fajn, pa da dobro izgleda. In pa kdaj spregledam, kje grem čez, da stvari tako malo potlačim. Ti bom pomagala, no? Ti bom prebrala in odlomek, ki ga ti napisal. Okej, dobro. Bom kar tegala. Plezanje sem nujno potreboval, a lepega mi skoraj ni več ponudilo. Bila je zgolj bolečina, če je umanjkalo. Še sedaj je boleča misel, da v tistih časih brez plezanja sploh nisem obstajal.
Sem se pa nenehno globoko v sebi zavedal, da to ni dovolj in da bom moral premakniti stvari tudi na drugih področjih. Bil je upor, predvsem upor lastnemu očetu, da zmorem po svoji poti. Zanimivo. Ni bilo plezanje tisto, ki je izvabilo vse moje težave. Razlogi so bili globji in odprej. Prve pivske podvige sem imel, še preden sem pričel plezati. Mislim, da je bilo plezanje kljub vsemu naštetemu prej rešitev kot neuspeh. Poudaril bi še dve stvari. To, da nisem potonil kljub stalni hoji po robu, predvsem kar se tiče alkohola, lahko pripišem izključno temu, da se je oče zdravil pri doktorju Ruglju. Sam sem bil intenzivno vključen v terapevtsko skupnost in sem se zavedal nevarnosti, ki jo zame predstavlja alkohol. Dokaj zgodaj mi je bilo popolnoma jasno, da bom šel po očetovi poti, če ne bom previden in zadržan. Tako sem uspel nekako zadržati moje tvegane vzorce pitja na varni strani, saj mi na primer nikoli ni prišlo na misel, da bi popil pivo že sredi dneva. Vedel sem, da je to zame strma spirala navzdol. Na drugi strani pa sem se zavedal, za razliko od mnogih preostalih, tudi popolnoma zavedal, da to, kar delamo vsa ta popivanja, ni čisto normalno, prav in vsakdanje. Drug zanimiv moment pa je močna želja, ki je kljub mojemu uporništvu tlela v meni. Cigareti, alkohol, strgane kavbojke, kaotičnost so bili zgolj klic po pozornosti. Najbolj sem si želel le odrasle avtoritete, trenerja, ki bi me znal usmeriti in bi ga lahko z veseljem poslušal in mu popolnoma zaupal. Res. Ni toliko norih trenerjev, da bi s takimi delavci mi takrat bili. Lahko razumem. Ne? Ja, ampak tukaj, mislim, se tako se kaže. Na začetku jaz tako, če zdaj nazaj gledam, mislim, vseeno prevladajo tako lepi, mislim, sploh tisti, se mi zdi to obdobje, jaz sem tam pri 14 urah začel, na začetku tako je bilo tako zelo lahkotno, zelo hitro je šlo, tako zelo hitro sem te dobre uvrstitve imel, neke težke smeri preplezal. Pol je pa to svet normalno šlo, malo počasnejš, ne, ampak tisti prvi del tam, kar se tiče cele srednje šole, ne, tako je bilo res, to je bila taka lahkotnost, ne, je bilo tako lepo, ne, potem pa seveda, ok, tisto šolo sem pacal, ne, kolikor sem jo, ampak je šlo nekako tudi vzporedno s tem, kar so tako terile neke naloge od mene, ne. Potem pa niso več, pol je pa v bistvu vedno bolj, ne, po nekem 19-20 letu, takrat sem se pa sam odločil, sam plezal, malo delal zraven in to so pa te stvari odzad začele pešati, ne, ker nisem nekih dolžnosti pravzaprav upravljal, je to plezanje potem vedno bolj beg bil, ne, tukaj vedno več, ko se naloži, vedno bolj bežiš, ne, vedno manj potem pozitivne povratne informacije dobiš, ne, vedno manj, mislim, te rezultati itak so redki, ne, itak je več razočaran, ne, tako da tako vse skupaj pol se začne, mislim, tako dejansko rata neka odvisnost, ne, pravzaprav rabiš, ne, in tudi, kar rabiš vedno več, ampak ni nič več čist pa zares lepega noter. Se pravi, dokler je bila to igra, dokler si se igraje s tem ukvarjal, si dosegel tudi zelo dobre rezultate. Ne, tako da jaz bi rekel čist, da je to neka igra bila, ampak bila je bolj neka lahkotnost, ne, to. Ker ni bila, to je tako sploh zelo na začetku, ne, ni bilo te neke reči, pač meni je to privlačilo, ne vem zakaj, tako blazno me je privlačilo, tako telesu, tako še zdaj ta občutek lahko začutim, ne, tako kakšna strast pravzaprav je to bila. In to jaz nisem razmišljal vrstitve, tako, kam, tako so šli na prvo svetovno prvenstvo, tako so sploh v glavi nisem imel, to mladinsko, nekako svetovno, tako. To je bilo nekje, ok, reštja, pač v plezli, tam so bile stene, v Švico gre, tako cel tak proces, ne, to, normalno, da potem tukaj pride zraven tudi nek rezultat, ne, pa se pa to vedno bolj seveda usmerjalo na to, da imaš rezultat, ne, in samo rezultat, pa to tako res rata na neki točki pravzaprav bolno, pa noro na pol. In potem pridejo stiske, ne? In potem, ko se začnejo stiske, pa potem vprašanje, zakaj ima zdaj ta vrhunski športnik stiske? A ne? So pritiski, so pričakovanja, je trening naporen in vse skupaj, ampak
Ta pravi vzrok pa v bistvu tiči v tem, kar sva se zdaj pogovarjala. Se pravi, v nekih potlačenih vsebinah, v neki bolečini, ki ne zna priti ven na drug način kot skozi te stiske. Pa bom prebrala še en čist kratek odlomek. Se pravi, te stiske so se te potem pojavljale še dolga leta in si rabil kar nekaj časa, da si prišel potem od tega, da si komaj za silo spacal v šolo in da si bil pač ves čas na robu do tega, da si z lahkoto potem študiral za doktorat. Ne? Pa poglejmo, kako je bilo tik pred tem, ko si se potem odločil, da bo treba stvari drastično spremeniti. Sam tako šele danes ugotavljam, da sem zlorabljal svoje telo za prikrivanje vseh potlačenih bolečih čustev in vsebin. Ko trening ni zadostoval, so pomagale cigarete, ko to ni bilo dosti, kaj ti stalno ne moreš trenirati, pa je svoje odigral alkohol. Seveda je bilo iz leta v leto slabše, do totalne izgorelosti pri 29 letih, ko me je telo tako močno opozorilo, da sem pomislil na konec. Imel sem znake možganske kapi z mravljinčenjem roke, otopelo stranjo obraza, nisem čutil jezika in nisem bil sposoben sestaviti normalne besedne zveze. No, to me je končno ustavilo. Sledila je streznitev in po 3 mesecih sem bil vesel, da sem lahko opravil daljši, zelo počasen sprehod. Dolga rehabilitacija pa je vendarle spet prinesla deloholizem in alkohol ter kup neumnih, neodgovornih, tveganih odločitev in dejanj. Trajalo je še nadaljnjih 10 let, da sem stvari obrnil v pravo smer. Se pravi, telo te je ves čas opozarjalo, da nekaj delaš narobe oziroma da bi moral stvari tako delati, da bi predelal te bolečine, ki so se navezovale na primarno družino. Tako. In kaj se je potem zgodilo? Po teh 10 letih. Kaj se je zgodilo? Da je bilo drugače. Ja. Po teh 20... Zdaj si me ujela, ne? Končno. Zdaj tebe sprašujem zato, da bi razumeli tudi, kako vsi drugi športniki nekako končujejo svojo športno pot. Kaj pravzaprav je tisto, kar mora športnik narediti, da splava iz tega? Mislim, sem splaval od tega, da pravzaprav sem se vrnil tako k koreninam in da sem sprejel neka dejstva. Da v bistvu, da sem ugotovil, da se operam očetu, hkrati pa, da sem mu bistveno bolj podoben, kot mislim. To je bil tisti ključ, pravzaprav. In da sem videl, da stalno od nekih stvari bežim in iščem, imam jih pa tako pred sabo. Sem jih nisem mogel videti, ker je fotor toliko na živce šel takrat. Pa na neki točki, mislim, ne vem, kako se stvari naberejo, vsi več manjših je, ampak spet, Ker okej, kaj pa zdaj jaz se tukaj grem. Vsi to sem skozi v zadnji vedel, da tukaj nekaj ni okej, in da so neke stvari, ki so mi zanimive, ki me privlačijo, ampak to je bilo pač preveč povezano z mojim očetom. Tudi takrat študij sem se odločil, pač psihologijo, psihoterapijo, takrat se je že dal, pa ni teorije, mislim, taka fotor, to ne gre, Ampak pol po tolikih letih, potem je to, potem je bilo to mnogo lažje, v bistvu se je takoj precej sprostilo. Ker si lahko bi pol tudi študijem, pa s tem isti vzorc ne prenedljajo, vsi mnogi ga, tudi po fakultetah si nekaj dosti drugače, ti profesori, docenti in to se pulje za te nazive, pa grejo, tako hude tekmovalnost, če kaj dosti drugače kot v vrhunskem športu, in lih tako vse to zraven velja. Če malo sporejava, to tvojo začetno športno pot, ki si vse tako strastno dojemal, si rekel, sicer je bilo trdo delo, ampak igraje, v tem si užival. Prav tako se ti je zgodilo potem tudi s tem študijem. Kar naenkrat si zelo, če rečemo, pogovorno padel not, potem so pa nazivi, pa uspehi kar prišli. Nisi se pulil za nazive, nisi izgoreval, ti ogromno delaš, ogromno študiraš, zdaj si tudi terapevt v zavodu Mitika, imaš svoje skupine, imaš individualne terapije, ampak stvari se kar dogajajo, kar uspevati. Spet je tista igrivost prišla v življenje. Sem tokrat res mislim, sem precej drugačen. Se pač tudi s tem svojim terapevtskim delom se mi zdi, če si noter tako, kaj treba, dejansko se tudi ti spreminjaš, najboljš, ne gre drugače. Se zdi se vsako leto
a ne, zaradi ljudi, ki so vpeti v ta proces, pravzaprav se tudi spreminjam, a ne, in ravno toliko, tudi se mi zdi, jaz dobivam, a ne, pač tudi toliko sem starejši, po drugi strani niti ne morem več toliko, tako da zdaj tudi, da še mislim se pozna, a ne morem več na tak način nadkompenzirati, kolikor sem se pa še zlahka ujamem, da je preveč, z lahkoto. To moram tako, te zdrave mere najbrž nikoli ne bom imel, a ne, ampak kljub vsemu se malo pa znam zaznati, kdaj je preveč, tako, vsem sem tako malo bolj ljubezniv do sebe. Ni še, da bi bil vsem vzor, ampak ja, precej bolj pa tako znam to poskrbeti. Ne? Ampak me hiter to še vedno odpele, a ne, in lovim. Ampak mislim, da zdaj so precej okoliščine druge, a ne, tako da sicer morda neke stvari so malo podobne kot na začetku plezanja, ne, ampak kljub temu se mi zdi z vsem tem delom, ne, v tem kontekstu ta šport, tudi, ki sem rekel na začetku, ni tako pomemben, ne, tudi z vidika zdaj z mene, kot nekoč vrhunskega športnika, pač je precej trivialno, ker enostavno to samo sebi namen rata. Ne, samo sebi namen rata in pravzaprav se konča, če je samo to, a ne, seveda je fajn in je lepo in greš, ne, kot nek hobi pač pošportati, ampak če je samo to, a ne, in to, kar vrhunski šport seveda pogosto je, ne, in pol tudi nek ta način, če kasneje še funkcioniraš, a ne, pravzaprav rataš rigiden, a ne, in se ne moreš odzvati na neke druge stvari, ki v življenju pridejo, a ne, in še vedno pač delaš, ne, eno in isto in na tisto, kar znaš, čeprav pač in telo in psiha vse drugo rabi, da se razvijaš kot posameznik, a ne, in tega pač v športu, kar ima mnogo dobrega, a ne, tudi kot rekreativni šport, ampak te komponente pa ni, a ne, te rasti, ne, in pač v tem delu pa ta komponenta je pravzaprav zelo močna, ne. Tako. Kakšne so pa tvoje ideje pa rešitve za to, da bi znižali to visoko število ljudi v športu, v vrhunskem športu, ki imajo težave, ki imajo duševne motnje? Kako bi jim lahko pomagalo, kako zastaviti celoten sistem, da bi imeli že mladi športniki podporo, oporo in da bi tudi potem, ko izstopijo iz te vrhunske športne poti v neko običajno življenje, da bi bil ta prehod bolj gladek, da bi lažje sprejeli svoje življenje. Kako, na kakšen način? Tako, tukaj, mislim, mogo biti optimističen, čeprav ne vem, če se mi zdi, da je tukaj sistem premočen, ima neke svoje računice, tudi ljudje, ki so, ki hočejo sprejeti, težko zaradi športnikov, ne mislim toliko zaradi tukaj teh, ki so vpeti v šport, ker tudi te, ki so vpeti v šport, pravzaprav se pravim, bojo šli tukaj težko, a ne, ker ne vem, danes je tukaj dosti plezalcev, pač plezal boš vedno, če boš lažji, a ne boljš, a je tako rant, ne. In tukaj pač, ko bo šlo se na nož, ne, dvomim, da bojo kdaj neke take stvari ustrezne sprejeli, da bojo lahko nadzirali težo. Pač ne bo, lahko trenerji vse vejo pa to, ampak ne, bo sam tekmovalc na od tega pripravljen. Tako, zdaj si nekje določeni in funkcionarji, trenerji že zaznajo in vidijo, da ima tekmovalc probleme. Sam če on noče nič narediti, ne, težko je karkoli tukaj spremeniti. Ne. In pač tukaj kot šport tak, ampak še enkrat, tudi to se mi zdi, da ne bo zdaj sam slabo, da govorimo. Ne. Z vsem tem težavam si sam šport, to so tudi rezultati naši kazali, pa odzun se kaže, da preko, da je samo zaradi športa to, tudi približno ne, a ne. Pač šport je kot nek simptom, dajmo temu reči, neke travme, ki lahko, ne vem, neko tako počutje tako, pa pač po drugi strani je pa vrhunski šport, a ne, in tako da in te tekmovalci seveda, ki so noter, a ne, imajo tukaj neko svoje zgodbo. Zdi se mi pomembno, da se pač govori, a ne, vsekakor, ampak dobro, to je zdaj drugo področje s temi mladimi, kako se v športu dela, ampak da se govori predvsem to, da vedo, a ne, da vedo, da se lahko potem nekam obrnejo in da je mesto za njih, kjer to lahko poiščejo in da je to nekaj, kar pač je normalno, da ti to nekaj, kar se samo njim dogaja. Jaz mislim, da tukaj je to največ. A ne. Sigurno se bojo razvili določeni vprašalniki, določene metode, kjer se bo določilo lahko in videlo, kjeri so obremenjeni, kjeri
kateri so ranljivi. Ne. Ampak, če sam športnik, se pravi, tega ne zazna, ne začuti, da ima težavo, da ima problem, je tukaj težko. Tudi, če se mu pomoč poišče, ne bo tehtala, ne bo tako. Pa predvsem so vpeti, še enkrat, velik problem, na tak ali drugačen način, spet ne pri vseh, pri večini seveda je cel sistem kot družina. In dokler so pač vpeti, žal mnogi, v neko patološko družino, če tega koraka ven ne naredijo in tukaj nobeno pot. Tako da težko, ampak gre pa seveda v to smer, z nekim, kjer se bo dal z nekimi procedurami ugotoviti, kjer so izpostavljeni, seveda bojo tukaj športni psihologi, odzivni so tudi psihoterapevti, ko bo pa to res razlike prinesli, pa dvomim, ker sistem tukaj ima, so druge stvari tiste, ki so res pomembne. In tudi ta pot je kratka, in tudi neka ta stanje, depresivni alkohol, motnje hrane, in to pravzaprav mehanizem, kako se te prekriva, neko depresijo se ravno s tem, pogosto se ne moreš ustaviti, da rabiš več, da rabiš delati. In to na nek kratek rok, in doseganje rezultatov je tek na kratke proge, sej ni, to pač je nek vrhunski šport, če gledamo, par let to traja. Gre zelo s tem, da se lahko to prekriva. Tudi to je tukaj treba vedeti. Tako da ni, redko bo primer, kjer bo neka duševna težava pravzaprav športniku čist onemogočila njegovo dejavnost. Bom pa vesel, če se motim v teh mojih pogledih, tako čez 10 let, kam nazaj pogledam. Se mi zdi zelo pomembno in opažam, da vedno več športnikov ali pa bivših športnikov tudi opozarja na te stvari. Prej si ravno omenil Janjo Garnbret, ki je zelo glasno spregovorila tudi o teh težavah motnje hranjenja pri plezalkah in drugih športnikih, ki morajo biti lahki. Jani Brajkovič je povedal svojo zgodbo tako zelo pomenljivo, že ob koncu svoje kariere, ampak še vseeno se iz tega lahko ogromno naučimo. In še mnogi drugi so tudi povedali svojo zgodbo, tudi tuji športniki, preko filma, preko knjig, pripovedi. In tudi verjetno zaradi tega so tudi trenerji vedno bolj ozaveščeni, tudi starši na vse zadnje. Se pravi, več, ko se o tem govori, bolj postajajo ljudje in sami športniki ozaveščeni in morda potem ta pot zdravljenja tudi krajša ali pa hitreje pride do nekega posega. Tako. Hotela sem končati še z enim citatom enega vrhunskega slovenskega rokometaša, ki je zelo iskreno zaupal svojo zgodbo Urošu in jo je tudi v knjigo vključil. In je takole rekel na koncu svoje izpovedi. Ampak še enkrat, mene je rokomet rešil. Če ne bi bilo športa, bi bil narkoman. Veliko fantov iz naše soseske se je predoziralo. Nadalje, če ne bi bil v športu, se verjetno sploh ne bi oblikoval v moškega, bil bi neka popačenka kot ti fantje, ki jih gledam sedaj okoli sebe. Šport je mene rešil. Da zaključimo pozitivno. Tako, se mi zdi, da je prav. Športa ne krivimo, pogovarjamo se o vzrokih, zakaj pride do duševnih motenj, ne samo v športu, tudi pri splošni populaciji. Uroš, najlepša hvala za tvojo iskreno pripoved, izpoved, za vse ponazoritve, podatke, številke. Želim ti še mnogo uspeha v nadaljnjih raziskavah in da bi bil ponosen na svoje dosežke in na vse, kar si dosegal, ne samo zdaj v tem obdobju, ampak tudi v tistem, ki je bilo definitivno tudi zelo uspešno. Res je. Hvala tudi vam.